Drage moje punce, živo, dobrodošli v novem filmčku. V današnji Evini lepotilnici bomo naredili en tak pregled mojih najljubših mesečnih favoritov. Ogromno izdelkov sem kupila, veliko sem jih dobila, testirala in ocenila. In zdaj sem tukaj na kup, na mizo, vam, težka škatla, dala tiste moje najljubše, ki bi jih priporočala tudi tebi in jih jaz tudi sicer uporabljam ali zvečer, ali čez dan, ali pač po noč, kogarkoli. Tako da tale filmček sem si nekaj zamislila, da razdelim na dva dela. V prvem delu bomo pregledali moje najljubše, se pravi outfit kose, majčke, oblekce, stylinge, ki sem jih največkrat nosila in se jih nekako da tudi najlažje kombinirati. Potem pa gremo v drug del videa, kjer ti torej pokažem svoje najljubše kozmetične proizvode in jasno tudi make-up, brez tega ne moremo. Tako da evo, brez dodatnega nakladanja, greva v video. Tako, evo pa začnimo. Zdaj, za začetek bi mogoče ti pokazala tole jeans krilo. Dejansko na jeans krilo lahko kombiniraš vse. Kjerokoli majčko, črno, belo, rdečo, zato mi je vedno všeč, da imam nekaj tazga, da lahko na hitro pograbim majčko, krilo in se vedno super cute oblečena. V bistvu zadnjič sem imela tole krilo in potem sem si na glavo dala še tole rdečo rutko. Rutke so letos ful moderne, tudi mene so obsedle in nekaj časa sem iskala tole, potem pa sem jo dobila v Teranovi in meni super cute zgleda, če si jo daš takole v zadnji, pa potem zavežeš tukaj zgori na mašenco. Gremo naprej. Naslednja stvar, ki bi ti jo rada pokazala, oziroma je tale kompletek, čeprav ga lahko kupiš posebej, se pravi, posebej prodajo top in posebej prodajo hlačke. Ful mi je všeč tale vzor, se pravi sivo-bel, topek in potem posebej hlačke. Cena obojega skupaj je bila okrog 33 €, oziroma mislim, da tole okrog 15-16 € in hlačke prav tako. Tole številka S in tlele ena slikca, ki smo na Instagramu delila, če se daš pred nek tak roza zid, mislim, da noro cute. Letos so me tudi obsedle dolge poletne večerne oblekce. Tale čist nova, nikoli še nisem imela, dejansko sem jo prejle vzela s pranja in posušila. V bistvu je take marelične piči barve. Evo, sam da stale del dam noter, je tudi tako zelo lepo, da je podložena, da se dejansko ne vidi spodi, oziroma čez. Tukaj je potem ta prosojan material in tukaj mečkam bolj debela, da se ne vidi potem modrček. Če dva bodija ti pokažem, jaz sem z bodi zares obsedena, imam jih po moje več kot 15 ali celo okrog 20. Prvi je v taki temno-rumeni barvi, ravno zato sem ga vzela, ker je temno-rumena, ker ni tista originalna živa rumena barva, če ne se preveč tepe z blond barvo las, ta pa v bistvu tako lepo pride, tudi lase potem vsem pride do izraza. V bistvu sem tega nosila v prejšnjem videu, tako da greš lahko ščekirati, kako mi pristoji. Pa še en tak črno-bel oziroma bel z črnimi črtami, gre zato deluje mečkam bolj športen in ta pa super cute pride na kakšne hlače in potem petke ali pa kar na kakšno krilo, mogoče kar tale iz džinsa, tako da te bodi vedno pridejo prav, za na hiter kaj pokombinirati, dati kakšen cute nakit in v bistvu si ful lepo lahko oblečen in zrihtan za kamorkoli. To so bili torej moji najljubši outfit kosi, zdaj pa gremo še na drug del tega filmčka, kjer pa ti bom pokazala torej svoje najljubše kozmetične proizvode. Kar nekaj jih je, tako da jaz razmišljam, kje sploh začeti. Mogoče evo pri tem gelu za tuširanje, ker je res skoraj že čist prazen. Nekako mi je ratal ujet von po sončni kremi, po poletju, plaži, soncu, morju. Skratka, noro diši in vsakič zvečer, ko se tuširam, z njim imam občutek, da sem nekje v enem apartmaju, hotelu in da grem kmalu na plažo. Še kakšne posebnosti berem tukaj, ki bi izpostavila negovalni gel za tuširanje s prepoznavnim Nivea Sun vonjem in aloe vero. Potem drug del, recimo, evo, Afroditina marmelada. To sem tudi posnela en celoten video na to temo. Skratka, Afrodita je letos prišla ven z novim vonjem po kokosu. Če sem jaz čist iskrena, ta produkt res diši, ampak ko sem ga jaz vonjala, jaz ne vem, če opazim kakšno razliko med lansko marmelado in letošnjo. Že res da obljublja faktor 10.
Pač jaz marmelado obožujem in zato sem jo tudi dodala v ta del videa, ker bi jo kupila tudi pač, če ne bi prišel nov von letos ven. Piše tukaj sicer, da je sestavina kokos, ampak jaz sem primerjala in eno in drugo in jaz ne opazim razlike. Kakor sem rekla, marmelado obožujem, tako da definitivno jo lahko uvrščam med moje najljubše mesečne favorite. Gremo naprej, evo, tale produkt pa sem odkrila pred kratkim, o njem sem poročala tudi na svojem Instagram profilu, Evina Lepotilnica, by the way, če mi ne slediš, pejk nujno, tam skozi objavljam. Skratka, najbolj možni dišeči robčki ever. Jaz sem si naredila celo zalogo. Dejansko vonje, to sem jaz sama odkrila, ne? Vonje za mene po jogurtu, skuto, višnjami oziroma češnjami. Pač noro diši, namenjen je sicer dojenčkom, bil je tam na otroškem oddelku, a še kjera kupuje, by the way, zelo rada otroško kozmetiko, jaz ful. A je še kaj tazga, da bi izpostavila pH neutralno, dermatološko potrjeno, da koža izdelek dobro prenaša. Skratka, noro dišeči robčki. Jaz imam vedno ene v torbici, tako da teli so bomba. Gremo naprej, naslednji mesečni favorit. Ta, ki je z mano v bistvu že vse od decembra, odkar sem ga prvič dobila v test. Gre za tako suho olje, torej za laske. Zadnjič sem se dobila z Vesno in me je presenetila s tema dvema oljčkoma. Vesno, če gledaš. Ful ti hvala. Skratka, noro diši, jaz vsakič, kadar si umijam lase in daj potem tudi čez dan lase rada našpricam s tem oljem. Všeč mi je prvo, ker je res von božanski in dejansko ustreza mojim laskom. Tako da definitivno še vedno moj najljubši mesečni favorit, ki ga uvrščam tudi v ta pomladni video. Gremo naprej. Ja, seveda, L'Occitane, tudi tale video te pač v celoti čaka na kanalu, kjer sem ti povedala vse od A do Ž. Nekako bi izpostavila tale produkt, to je vlažilna krema, vonj je res tak morski, tako svežino zajeme ta linija. Sem se zadnjič tudi pogovarjala z eno prodajalko v Nami in prav, da je bila ta linija, evo še tale izdelek, tole pršica oziroma meglica se točno reče. Zelo rada uporabljam. No, kaj hočem reči, da je prodajalka v Nami rekla, da je ta linija noro bila ne razprodana, ampak so jo množično kupovale punce. Tako da, če iščeš eno fajn vlažilno kremo, ta je moja stalnica. Res mi navlaži obraz, ga naredi vlažnega potem še kar nekaj ur, tako da se zjutraj sploh ne zbujam več s to zategnjeno kožo. Kakor sem pa večkrat izpostavila, meni če vonj ne potegne, lahko je še toliko dober, pa ne bo šlo. In tled jim je uspelo v bistvu združiti oboje, torej da ima ta nek negovalni učinek, vlažilni učinek, da diši in potem evo še taka pršica, kako deluje, pač kot je vroče ali pa pred nanosom kreme se samo tako malo še dodatno osvežiš in moja dva, evo, ponovno mesečna favorita. Aha, še eno Nivejino labelo, vonje po lubenicah. Ful diši, dejansko jaz čez dan bolj uporabljam šminke, ampak zvečer preden grem spat, pa vedno svoje ustnice namažem z labelo in zdaj sem se zaljubila v tale labelino od torej Niveje. Pa potem, tudi moj še vedno najljubši puderček, katerega tudi večkrat kupam, ker mi je res top of the top. Ne Makeup Milano Perfect Skin Oxygen Foundation, dejansko, kakor sem enkrat že povedala, ustreza moji koži, jo lepo prekrije, izenači in koža v njem dejansko res dihajo, ne čisto zabetonira, tako da, če si še vedno v iskanju nekega dobrega puderčka, ne Makeup Milano. Pa potem vlažilna krema, če me poznaš, veš, da Eva ni fenica ne vlažilnih krem, kaj govorim, se pravi teh obarvanih krem. Tale Freezy-Derm krema pa me je res sezula, vrgla na rit. Dejansko tak žameten občutek, čist nekaj novega, še nobenega tazga proizvoda nisem imela, ki bi imel tako teksturo in ponovno lepo izenači ten, večja prekrivnost, na kakor sem mislila, ponavadi so te BB kreme res zelo lahke in jaz jih ne maram zato, ker vsaj meni se zdi, da vse skupaj nič ne prekrije, jaz pa če se že napudram, se rada konkretno, a ne? In ta dejansko prekrije vse to, kar jaz želim, poleg tega ima pa tudi zaščitni faktor 50, ki dobiš v lekarnah. Po mojem ti zna biti res všeč, meni je ful. Kakor sem rekla, torej Freezy-Derm, 50 faktor, še kaj tazga.
To je to. Sezume je tale highlighter od znamke Makeup Revolution. Teli Golden Brows highlighteri so bili letos full moderni, sem tega uporabljala praktično vsak dan, res je noro lep, na moj ten kože zelo dobro paše, zelo se tako dobro svet, da neko to svežino in tale mi je zares všeč. Pa je tlele še tale paletka, s katero sem tudi na kameri ustvarjala make-up, od tudi znamke Makeup Revolution, Sophie se mi zdi, da se reče, upam da, skratka 24 senčk ima noter, nekatere so bolj pigmentirane, nekatere manj. Tele šimraste se sicer tako malo drobijo, ampak se mi zdi nekako za to ceno, za ta denar, da vrhunsko naredi svojo nalogo. Tako da prečekeri štantek. Tole Nuxovo olje, v bistvu je vsestranski, lahko ga imaš za kožo. Zelo všeč mi je, ker je na pumpico, ker jaz s temi olji pač nisem, no, te losjoni, meni se to iskreno povedano ne da, nekako moj fokus so kremce, so neki serumčki, kar pa se tiče nege telesa, se prisilam, ampak mi je všeč, čim lažje raž bom uporabljala. In evo, tale olje je na pumpico, tudi suho olje, zasnovala ga je francoska blogerka, pač ta dizajn je čistko za Instagram fotkat in res je fajn, to tudi rada dam na lase, pa tudi za obraz, tako da je pa tudi precej ga noter, mislim, da kar 50-100 ml. Tako da, evo, tale od Nuxa mi je tudi zelo bil všeč. Potem, ja, mogoče ti pokažem še tole. Jaz sem tudi zadnjič delila na Instagramu, imam eno tako skrivno obsesijo, ne vem, če sem kdaj že govorila na YouTubeu temu, in sicer obožujem mehčavce. Res sem en tak frik na mehčavce in moj najljubši vonj, ok, se imam rada razne vrtnice, razne sadne vonje, ampak meni osebno najljubši vonj je vonj vetriča. Pač zelo težko je to opisati, ampak mogla bi vam dati za povohati. Noro diši, res božanski. Skratka, tale je prav Softland mehčalec svežina vetra. Zmehča perilo, prijeten svež vonj, tale moje torej že drugo pakiranje. Ful lepo diši perilo, jaz ga dam ponavadi malo več, čeprav ni glih priporočeno, ampak sem obsedena s tem, da perilo diši in tale me je ful navdušil, tako da ga zdaj uporabljam. Še zadnji produkt, preden gremo na eno presenečenje, pa je tale losjon od znamke Nivea. Kakor sem že prej govorila, jaz res ne maram po koži karkoli nanašati, ampak tale mi je všeč, ker se res zelo hitro pije. Noter ima avokadovo olje in res tako nahrani mojo kožo, tako da prav čutim več. Če je bila prej suha, potem po uporabi prav čutim, da je taka gladka in žametna, tako da s tem sem bila tudi zadovoljna. Zdaj, ko smo prišli do konca videa, pa sem rekla, da tudi tebe malo pocrklam, in sicer glede na to, da je vzuni kar močno sonce, da je vroče, da tvoja koža rab res še dodatno vlago, sem rekla, da eni izmed vas podarim kar tele 3 Nivejne kremice. Noro cute so, super lepo dišijo in posebnost teh krem je to, da jih lahko med sabo mešaš in čisto vsak dan dobiš nek drug vonj, v bistvu več kot 26 različnih. Noter so recimo maline, jagode, češnje, ananas, limona, pomaranča, skratka same take fajn sestavine, ki bodo tvoji koži super ustrezale in lahko imaš te kremice ali za sebe ali pa jih deliš svojo sestro, prijateljico, in glede na to, da je 26 različnih vonjev, sigurno ne boste na koncu dišale enako, lahko pa tudi, zakaj ne. Res taka cute ideja od Niveje in ena bo torej dobila vse 3. Vse, kar moraš narediti, torej, da sodeluješ v nagradni igri, je, da se naročiš na moj kanal in se pofočka spodaj pod videom, zapišeš, ali da si sodelovala, ali pač nekaj, da bom jaz vedela, torej, da si v žrebu za te kremice. Žrebam pa točno čez en teden. To je to, evo, upam, da ti je bil video všeč. Hvala za tvojo pozornost, ne pozabi sodelovati v nagradni igri, ti potem, ko te zberem, tudi pošljam paketek na dom, se bova slišale, tako da imej se maksimalno lepo in do naslednjič.